Andrej, ti si omenil še sejme, ne? Kot en tak kanal, pa tudi ti si ga omenila, da tam pridobivate. Mi smo se malo prej pogovarjali, malo to podeliš to izkušnjo, kako sejem izkoristiti, ker se mi zdi, da je to malo tako, zdaj smo na digitu, je tako digitalno, ampak sejem v B2B-ju lahko prinese ogromen posla, če se ga znaš. Digitalno je pomembno, da se ljudi obvesti, ki boš. Ta del vzamem. Ampak recimo, kar se je nam naredil lani, je, da mi imamo vedno lokalne prodajnike, to se pravi, in podjetja imamo od Nemčije pa praktično do meje z Grčijo, dodali smo tudi Saudsko Arabijo, ampak vedno imamo lokalne ljudi. In oni povejo nekaj, kakšni so običaji. No in lansko leto smo imeli en sejem v Nemčiji, in do mene pride nemška ekipa in reče: Maja, mi bi radi sledeče, da na vhodu v sejem talamo ene flyerje, ki nas najdejo, potem pa tudi na samem razstavnem prostoru bi pa radi imeli, da jim nudimo 50% popust na prvo kalibracijo, na prvo storitev. No in nekako smo se tukaj dogovorili, čeprav upirali smo se vsi Slovenije proti tem načinu, nam se je to zdelo preveč, ne vem, star način sodelovanja. Potem pa ne samo to, mi pridemo na sejem in kot Slovenci se udobno namestimo na stolčke in čakamo. In nas gleda ekipa pa pravi: kaj sedite in čakate? Pač pejmo malo ven iz tega prostora. No in so oni začeli vsakega obiskovalca, ki je prišel mimo: a ste že slišali za Lotrič? Jaz sem se skoraj pogrezala. Meni je bilo tako nerodno, ampak to je na koncu najbolj mislim, to je res, nam je to ustvarjalo toliko lidov, toliko nekih, ne samo potencialnih strank, ampak dejansko so potem tudi izkoristili to. Pri nas je najtežje ta prvi korak, da nam stranka zaupa eno merilo. Mi rečemo temu golden sample, ne? Od tega enega bo odvisno vse nadaljne sodelovanje, ker se bo potrdila ali pa se ne bo potrdila njihova uporabniška izkušnja. Tako da nam je bil tukaj kar velik uspeh in zadovoljstvo z naše strani. Čeprav se nam je Slovencem zdelo vse tako malo čuden.